Moški, ki se je imel za mrtvega. Spominjam se, da sem precej premišljeval o zgodbi o žabicah. To me spominja na pesem skupine Alma Fuerte, sem rekel. Ne vdaj se niti takrat, ko si že poražen. Morda, je odvrnil Bajsi, čeprav se mi zdi, da je v tem primeru bolje reči ne vdaj se, še preden si poražen, ali pa ne razglasi se za poraženca, še preden je napočil čas ocenjevanja, ker se je že razgovoril, mi je povedal še zgodbo. Nekoč je živel moški, ki se je zelo bal bolezni, predvsem pa ga je bilo groza dne, ko bo moral umreti. V zvezi s tem je bil poln precej nenavadnih domislic. Nekega dne se mu je tako zazdelo, da je morda že mrtev. Tako je vprašal ženo: povej mi, sem mogoče že mrtev? Žena se je zasmejala in mu rekla, naj se dotakne svojih dlani in stopal. Vidiš, topla so. Dobro, to pomeni, da si živ. Če bi bil mrtev, bi bila ledeno mrzla. Možu se je razlaga zdela smiselna in se je pomiril. Čez nekaj tednov je moški na snežni dan odšel sekat drevesa. Ko je prišel v gozd, je snel rokavice in se lotil dela. Nehote si je šel z roko po čelu in opazil, da so njegove dlani hladne. Spomnil se je, kaj mu je rekla žena, zato si je sezul čevlje in nogavice ter z grozo ugotovil, da ima tudi stopala čisto ledena. V tistem trenutku ni bilo več nobenega dvoma, spoznal je, da je mrtev. Ni dobro, da mrtvec hodi naokoli in seka drevesa, si je rekel. Zato je položil sekiro ob mulo in legel na pomrznjena tla. Roke je prekrižal na prsih in zaprl oči. Ko je nekaj časa tako ležal, se je njegovim torbam živežem približalo krdelo psov. Ker jih ni nihče pregnal, so raztrgali torbe in pojedli vse, kar je bilo v njih. Moški je pomislil: res imajo srečo, da sem mrtev, sicer bi jih obrcal in napodil. Trop je še naprej vohljal tam okoli in našel mulo, privezano k drevesu. Bila je lahek plen ostrih pasjih zob. Rigala je in se upirala, toda moški je le premišljeval o tem, kako lepo bi bilo, če bi jo lahko branil, ko ne bi bil mrtev. V nekaj minutah so psi pospravili mulo in kmalu jih je le še nekaj glodalo njene kosti. Nepotešljivi trop je še naprej vohljal naokrog. Ni minilo dolgo, ko je eden od psov zaznal človeški vonj. Pogledal je okoli in zagledal drvarja, ki je nepremično ležal na tleh. Počasi se mu je približal, zelo počasi, kajti vedel je, da je človek izjemno nevaren in hinavski. Čez nekaj trenutkov so moškega s slinastimi gobci obkolili vsi psi. Zdaj me bodo pojedli, si je mislil moški. Če ne bi bil že mrtev, bi bila ta zgodba čisto drugačna. Psi so se še bolj približali in ko so videli,
da ne bo storil ničesar, so ga pojedli.